Dober dan vsem in lepo pozdravljeni. Začenjamo z novo sezono srečanj pod slamniki in naše prvo srečanje, naš prvi pogovor bomo namenili Kofutnikovi domačiji, lahko rečemo še enkrat znova in morda še z enim novim upanjem. Pri tem mi bodo pomagale sogovornice, ki so vse sodelovale tudi v strokovni komisiji, kjer smo se kar nekaj časa, več mesecev ukvarjali s Kofutnikovo domačijo, tako z preučevanjem njene dediščine, vsebine in zgodovine, kot tudi z iskanjem rešitev, kaj in kako naprej. Tako da so z mano Andreja Jarc Pogačnik, potem Katarina Rus-Krušelj, Vilma Vrtačnik Marčun in Barbara Pirih. Upravičila se je pa Saša Roškar, tudi izjemno aktivna članica naše skupine, ki je pa žal danes odsotna zaradi enega strokovnega srečanja. Vesela sem in pozdravljam tudi podžupana občine Domžale, Mateja Primožiča, in seveda vse vas, ki ste si vzeli čas, da prisluhnete pravzaprav temu, kar v sebi nosi Kofutnikova domačija. Zdaj mogoče za začetek Kofutnikove domačije v fizični obliki ni več. To veste vsi, da smo jo bili prisiljeni na nek način v letu 2022 porušiti. Bila je nevarna za okolico, bila je v stanju, ko pravzaprav o kakšni obnovi zaradi res izredno slabega stanja, malo lahko tudi vidite tlele 3D posnetke tega stanja že precej na koncu. Tako da pravzaprav druge rešitve žal ni bilo več, čeprav so bili načrti v letu 2012, ko je občina Domžale Kofutnikovo domačijo odkupila, drugačni, smelejši, bilo je več nekega upanja, da se jo bo ohranilo, vendar se je potem kasneje pač zgodilo, kot se je zgodilo. Kljub temu pa, da te domačije ni več, si mi želimo, da duh njen ostane, da ostane njena dediščina. Prej, ko smo se tamle pogovarjali in seveda si boste vsi lahko gledali tudi res zanimivo razstavo o Kofutnikovi domačiji, ki jo je pripravila Katarina in je pravzaprav zaobjetal marsikaj ali pa skoraj vse, kar ta domačija nosi v sebi, in lahko rečemo, da je to zgodovina Domžal, ne samo Jarš, v malem. Toliko vsebin je povezanih s to domačijo, to boste lahko slišali tudi danes, da seveda mora ostati na nek način v našem spominu, in to je bila tudi želja in namen strokovne skupine, ki se je srečevala, da pravzaprav pripravi na nek način idejne predloge, nekje bi lahko rekli strokovnega vidika, kako bi se ta spomin ohranjal za naprej. Zdaj, mogoče bi bilo ravno zato, ker govorimo o tem, najprej bi povprašala Katarino. Katarina, ti poznaš zgodovino, kaj zdaj vse ta naša Kofutnikova domačija sporoča? Kakšna je vse njena dediščina, iz katerih področij pravzaprav vse so povezane vsebine z našo preteklostjo? Lepo pozdravljeni, tudi z moje strani. Ja, že kar 10 let je zdaj od tega, odkar Kulturni dom Franca Bernika Domžale upravlja s to domačijo oziroma s tem objektom. In
naj na tem mestu tudi rečem, da je danes se tudi upravičil direktor kulturnega doma Jure Matičič zaradi službene odsotnosti, drugače bi bil tudi on tukaj prisoten. Skratka, veseli me, no, da smo se v tem obsegu tukaj srečali, predvsem povod je pa tudi ta razstava, ne, katero si že omenila, Kofutnikova domačija včeraj, danes, jutri. Po tej rušitvi objekta lansko leto se nam je zdelo umestno, da vso to gradivo, ki ga imamo zbrano, vsaj na en tak kratek način predstavimo, kakor pač naš muzej da to možnost. In seveda moram povedati, da dejansko, ja, jaz sem zbrala vso to gradivo, ampak viri in vsebina pa ni samo moja, temveč so to dolgoletni sadovi dela od sodelavk oziroma kolegic strokovnih, ki smo tudi tukaj zbrane, tudi Sašo Roškarjevo. Pogrešam danes, kajti v bistvu bi ona najbolj znala povedati strokovnega vidika, kaj ta domačija pomeni oziroma je pomenila in ona je tudi to raziskovala, namreč ona je konzervatorska svetovalka. Tako da jaz bom v bistvu bolj povzela njene besede. Že toliko let sodelujemo skupaj in smo tudi te projekte predstavljali tudi na občini že, pa tudi imeli smo že enkrat srečanja pod Slamniki, skratka, kar velikokrat smo se že zbrali in predstavili. In Saša pravi, da je ta Kofutnikova domačina najbolj zanimiva iz tega vidika, da je bila zamrznjena v svojem času. Ni se prav veliko spreminjala, drugače smo nekako našli leto 1837, ko ne bi bila ta objekt postavljen tam nekje. In vsem tem času se je zelo malo spremenila, zato smo mi toliko stremeli k temu, da bi ta objekt oziroma ta domačija se ohranila. In predvsem tudi zato, ker je bila to ena izmed najstarejših delno lesenih, delno zidanih hiš v občini Domžale. Pa predvsem tudi zaradi vsebine, torej prebivalcev, ki so živeli v tej hiši. In zanimivo je, ne, da v... Samo da te popravim, 1837, ne? Kaj sem rekla? Sam 37. Aha, 1837, ja. Je bila zgrajena. Sem zdaj le malo razmišljala, da bomo natančni. No, hvala. No, skratka, slavnikarska dediščina je prisotna v naših krajih in ugotovili smo, da skoraj vsaka hiša, zgodovina družin, ki so bila nekdaj v preteklosti na tem prostoru, je povezana s slavnikarstvom in tudi ta Kofutnikova domačija je. To je recimo ena taka zgodba, ki jo moramo izpostaviti. Drugače so pa v tej hiši živeli Giovaneljevi in italijanski priimek pomeni to, da je bil Johan Giovanelli starejši rejenček, torej mačkovi, ki so živeli v tej hiši, so bili brez potomcev in so se odločili, da grejo v Trst iskat svojega potomca, če lahko tako rečem, in to je bil Johan Giovanelli in on je na to podedoval to hišo. In Johan Giovanelli se je potem poročil in je imel otroke in od vseh teh otrok je bil Johan Giovanelli mlajši, tisti, ki je nosilec, lahko bi rekla, te zgodbe, ki smo jih mi pokazali oziroma raziskovali. Namreč on je bil župan Jarš, srednjih Jarš oziroma takratnih Jarš in kasneje tudi Honca in celo 3 mandate je to uspešno upravljal. Leta 1924 je prvič nastopil to službo in v tej domačiji, to bo tudi Vilma lahko znala povedati, oziroma na vrtu so se vedno srečevali vsi iz tega kraja, kadar so imeli kakšno zadevo za urediti, da jim je potem Johan pomagal. Johan je bil zelo izobražen človek, znal je nemško in tudi nasplošno je bil tisti, ki je v bistvu znal urejati in pisati in skratka človek, ki je te, ko bi rekla, strokovne stvari znal urediti. Tako da potem se pa okrog njega spet te zgodbe nadaljujejo. Bil je tudi aktivni član različnih društev. In potem, ko tukaj se potem nadaljuje še zgodbe njegovih otrok,
tudi zgodba prve svetovne vojne, druge svetovne vojne, kar dosti krute zgodbe, ki so tudi tamle predstavljene, pa potem tudi bivanska zgodba, ki pripoveduje o tem, da zadnji član, prebivalec te hiše je bil Lawrence Giovanelli in on je tisti, ki je delal v bližnji tovarni in doplati Jarše in on je bil tudi tisti, ki je zapustil to hišo in on je bil tudi tisti, ki je v bistvu te zgodbe tudi pripovedoval, pa tudi njegova sestra. Skratka, tako se nekako, če sem zelo na hitro, ta zgodba Giovanellijev konča in tukaj potem mi nadaljujemo, ne? Zdaj mogoče še par takih res zanimivih utrinkov, da jih vendarle obdelava. Rekla si slamnikarstvo, ne? Ko smo pravzaprav prevzeli to domačijo upravljanje, smo se najprej lotili tega, da smo preselili vse stvari, ki smo jih še našli, ne? In tukaj je bila, v tej hiši je bila pravzaprav tista prisotna zgodba domžalskih slamnikarjev, ki odidejo v Ameriko in je bila najdena ena obsežna korespondenca, recimo, ne? Ja, pa ne samo to se še kar nadaljuje. Namreč, ko smo mi pripravljali to vsebinsko plat tega projekta, smo tudi objavljali v našem časopisu v Slamniku zgodbe in so se potem kar prihajali ljudje, ki so hoteli še nadgraditi to zgodbo, ne? Namreč v Slamniku smo vsakič napisali neko od teh zgodb, ki sem jim zdaj pripovedovala, podrobno s fotografijami, tako da smo te zgodbe še kar nadgradili. Ne samo to, zanimivost zgodba je ta, ko smo imeli pred 14 dnevi obiske v muzeju in sicer so prišli Američani, ki jih je ena slovenska turistična vodnica pripeljala in ona je vedela, da je ta družina, da so te Američani povezani z Domžalem, ker so pa šli raziskati svojo dediščino in se Cerarjevimi, a ne, so bili v sorodu. In ko so prišli, so pogledali razstavo in je eden od teh obiskovalcev ugotovil, da je v tistem družinskem drevesu s fotografijami, ki je tamle prikazan, tudi njegov dedek. Torej je on naslednjih teh slamnikarskih delavcev, ki so šli s trebuhom za kruhom v Ameriko, ne? In ja, kot si že rekla, korespondenca v pismih, kot tudi v pismih je zapisano, recimo, zanimivo to, kako so pošiljali si pakete, torej, kako so Američani, torej ti domači, zmeraj v paketih poslali dobrine, ne vem, oblačila, take stvari in obratno, so oni tudi nabirali gobe, a ne? Ja. Gobe so jih posušili in poslali nazaj v Ameriko. Suhi jurčki v Ameriko. Tako da Vilma je prava zakladnica za to, te zgodbe bo znala še bolj natančno. Ampak mogoče še ta zgodba, ki je lahko tudi napoved, sva se že pogovarjali, ne, enega od naših srečanj. Rekla si, da so šli iskat rejenca v Trst, ne, to je tudi nekaj, kar je izjemno prisotno v tem prostoru in je kar nekaj ljudi, a ne, in priimkov na ta način razloženih, ne, to so bile pravzaprav kot neke sirotišnice, ne, v zaledju Kop Trsta, pristanišče, saj veste, tam vse sorte otroci nastanejo, ne, in seveda so te otroci bili potem v teh sirotišnicah in slovenski kmetje, recimo podobno kot tukaj, ali pa pač ljudje so hodili tja iskat pravzaprav svoje naslednike in tako je prišel Giovanelli, ne, s takim priimkom tudi potem v Jarše, ne, ena taka res zanimiva zgodba, pa še ne 5-6 zelo močnih, ne, bi lahko izpostavila, se rekla, tudi so to upravno zgodbo z županovanjem, kako je to izgledalo, ne, seveda tudi prva svetovna vojna se jih je zelo dotaknila, ne, druga svetovna vojna spet, še bolj, tukaj so bili, rekla, zelo aktivni, ne, v tej hiši in se je tudi veliko stvari dogodilo in so imeli tudi sedež nečesa, ne, v takratnem uporu, tako da pravzaprav ogromno nekih zgodb, ki bi jih seveda skozi Kofutnikovo domačijo lahko predstavili, zato sem prej rekla in bi se dotaknili skoraj vsega v naši preteklosti od takrat, ko se pravzaprav kaj pomembnega dogaja v vsebinski smislu.
Bi še kaj dodala mogoče, Katarina? Ja, mogoče to za zaključek bolj, ampak no, če imam že besedo, rada bi sam še nekaj omenila, ne, se to bomo se potem tudi kasneje še pogovarjali. Res, da objekta ni več, ampak predmeti so pa še. In te predmete imamo spravljene v našem depoju in te predmeti so prepuščeni spet času z različnimi izzivi propadanja. Tako da to je mogoče tudi ena točka, ki se bomo mogli podrobno posvetiti, kako te predmete ohraniti in kaj bomo z njimi, ampak se pravi, mogoče je to povod za koncev. Dobro, zdaj nekako vsebina, ne, smo rekli. Mogoče naprej Andreja Jarc Pogačnik, leta 2012 podžupanja občine Domžale, ne. Mislim, da si bila ti tista, ki si pravzaprav to zgodbo na nek način videla kot nekaj, kar bi imelo smisel in si takrat nekako prepričala občinske še kolege in smo to hišo odkupili. Seveda že takrat v relativno slabem stanju, ampak vendarle, zdaj, kaj je bilo tisto, kar je recimo tebe vodilo pri tem, da je občina takrat našla ta, rekla, denar, pogum in imela tudi najbrž neko vizijo, kaj in kako naprej? Ja, jaz sem se s to hišo seznanila pravzaprav pred malo več kot 20 leti. Takrat je prišla do mene kolegica gospa Vrtačnikova, predlagala, da se šola vključi v UNESCO klub šol. UNESCO se je pa zelo veliko ukvarjal s kulturno dediščino in Vilma je pravzaprav ta okoliš, ki je bil okoliš naše šole, šole Rodica, zelo dobro poznala. Hkrati je pa že takrat pravzaprav ona imela pouk, ki ga danes močno podpirajo in priporočajo, torej ne pouk samo v učilnicah, ampak veliko dela tudi izven tega šolskega kurikuluma, če tako rečem. Začeli so se pravzaprav lotevati raziskovanja te hiše, sprva prek nalog, ki so bile pravzaprav zelo splošne, se spomnim domača imena hiš, to bila ena menda prvih nalog, potem so se pa vse bolj podrobno seznanjali s hišo samo, njeno zgodovino, dogodki, zgodbami in pravzaprav tudi prebivalcem te hiše. Moram reči, da sem bila sprva skeptična, jaz sem tega gospoda Laurota poznala, ker je bila njegova nečakinja moja sošolka. In se mi je zdel vedno tak zelo zadržan, zelo čudaški mož in si nisem predstavljala, da bodo otroci z Vilmino pomočjo uspeli vzpostaviti tako tesen stik z njim. Takšno medsebojno zaupanje se je ustvarilo, da je bilo to pravzaprav nad vsemi, predvsem mojimi pričakovanji. Tako da to je bil moj prvi stik. Potem sem iz šole priromala na občino, oborožena pravzaprav z vsemi temi dognanji teh raziskovalcev mladih. In se mi je zdaj zelo škoda, da tega ne bi pač širila. Zdaj, šola seveda po mojem prepričanju ni samo učenje, ampak je sila pomembna ta vzgojna plata. In spoštovanje kulturne dediščine močno zaznamuje otroke, vplivajo tudi na svoje starše, na pravzaprav celotno okolico, v kateri živijo. Mnogo smo takrat že, tam okrog leta 2012, razmišljali o tem, kako v šolo pripeljati več vzgoje, kako pripeljati v šolo domoljubje, na kako lepši način, kot z vedenjem, kaj nam ta zgodovina domačega kraja, širša zgodovina širše okolice lahko ponudijo. Jaz v tem vidim odnos do domovine, do domoljubja. In zato sem vse skozi pravzaprav ta ravnanja Vilme zelo podpirala. Smo pa imeli veliko težavo. Šola se je 10 let pravzaprav ukvarjala s to hišo, tako da smo
en odbor imenovan, če se prav spomnim, zdaj je to že kar nekaj časa. In Vilma nas je skozi bombardirala, se upravičujem, nič slabega ne mislim s tem, ampak tole je treba popraviti v tej hiši, tukaj streha pušča, tam se je nekaj porušilo in zelo, zelo težko smo šola kot inštitucija zbrali ta denar. Kar naprej sem morala prositi na občino, če bi primaknili kakšen delček, da smo potem za silo, seveda res samo za silo hišo vzdrževali. No, ko sem pa pravzaprav pol se je zaposlila na občini, sem pač z veliko energije in veliko volje poskušala vplivati na to, da bi hišo odkupili. Nemogoče je bilo pričakovati, da bo lahko hiša ostala pravzaprav v lasti tega Lovrenca, da bo pa šola prav vlagala v to hišo. Tuj objekt pač se ne da vlagati. No, in tako sem nekako uspela prepričati občino, da je ta objekt odkupila. Ta razmišljanja o tem, kaj bo tukaj, so bila zelo različna, ampak že takrat močno dodelana. Malo se nam je potem porušilo, ker je lastnik en del svojega zemljišča prodal, večji del zemljišča prodal, tako da je hiša ratala zelo utesnjena. Prej smo pa računali, da bi mogoče to lahko prek Ministrstva za vzgojo in izobraževanje kot izobraževalni center, tako kot so danes te centri šolskih in obšolskih dejavnosti. Ampak potem na tem močno skrčenem ozemlju pa to ni bilo mogoče. No. Tako da smo se potem pa pač prek občine poskušali v novih smerjih, v novih vsebinah, ampak nažalost še zmeraj pravzaprav nič pomembnih korakov naprej ni bilo narejenih. Ja. Zdaj, leta 2012 sem rekla, je bila potem odkupljena, tako, kar si zdaj leti obnovila, potem je seveda bila dana v upravljanje našega zavoda, Kulturni dom Franca Bernika. Ampak žal se pravzaprav, če smo iskreni, od takrat do leta 2022 ni zgodilo pravzaprav, kar se tiče vsebine ali česarkoli, nič večjega, razen da smo intenzivno vse preselili. Takrat vse, kar je bilo not, inventar, skrinje, vso korespondenco, knjige, vse, tega je bilo kar veliko. To shranili na varno mesto in seveda dobili od varnostnih inženirjev prepoved pravzaprav gibanja po hiši zaradi nevarnosti, eventualne rušitve in tako naprej. Ampak recimo, Andreja, če te še vprašam, zakaj misliš, da pravzaprav nikoli ni bilo prave volje, da se naredi ta korak naprej? Mislim, pobude so bile dane, strani Kulturnega doma so pobude bile, ali da začnemo z neko obnovo, da sodelujemo, zavod je bil vse skozi v nizkem štartu, bi nam pomagal, Kranjski zavod je bil pripravljen sodelovati in tako naprej. Je pa res, da najbrž to prav poceni stvari pa tudi niso, ker je bila res hiša v slabem stanju, ampak seveda je vsako leto pa še v slabšem. Ja, zdaj moram reči, da je bilo pravzaprav v tem času po moji oceni veliko narejenega pa na izoblikovanju vsebin, ki ne bi se odvijale. Jaz računam, da enkrat mogoče še. Takrat, ko sem uspela gospoda Mariniča prepričati, da je prevzel to hišo nekako v svoje upravljanje, me je vodila pač ta misel. Videla sem pred seboj Menačnikovo domačijo, ki se je v okviru Kulturnega doma lepo uveljavlja, lepo razvijala, mnogo dogodkov smo tudi šole koristile. In sem si mislila, da bo tako najlepša stvar tekla, če bo pač upravljal z njo Kulturni dom. In tlele so se pričakovanja pravzaprav, kar se vsebine tiče, kar izpolnila. Sledila sem tudi nekako Slavnikarskemu muzeju. V času mojega podžupanovanja se je ustanovil ta muzej tudi z mojim velikim prizadevanjem in spet je bilo treba gospoda Mariniča prepričati, da je Kulturni dom prevzel vodenje muzeja
In jaz upam, da smo na ta muzej zdaj vsi zelo, zelo ponosni, vsaj jaz sem, ker mislim, da se zelo dobro razvija in je pa tako, ne, za vsako tako stvar je potreben nek čas, to ne gre čez noč. Moram reči, da Kulturni dom se je zelo trudil, predvsem pri oblikovanju teh vsebin. Mi imamo pravzaprav narejene vsebine, tako da se lahko hiša takoj odpre, pa imamo kaj započeti v njej. Zdaj, variant, kaj s to hišo narediti, je bilo več. Zdaj, ne vem, če lahko mogoče jih omenim. Zdaj, kot prva sem rekla, je bilo pač hišo za ohraniti in situ, pa noter različne programe pripraviti v omejenem obsegu zaradi omejenega prostora. Potem se je izoblikovala neka varianta, da bi to hišo preselili. Variant, kam jo preseliti, je bilo več. Ena taka, meni pravzaprav najljubša, je bila tukaj v Slavnikarskem parku, sploh potem, ko smo dobili še dve ponudbi, dveh podobnih objektov, enega izpod Svete Trojice in enega iz Štude. In so nam strokovnjaki že pripravili nek načrt, kako bi tukaj v Slavnikarskem parku naredili en tak muzej skansen, muzej na prostem, in tudi zato smo že pripravili vsebine, kaj naj bi v posamezni hiši bilo in kako bi te stvari tekle. Moram povedati tudi to, da je občinski svet v proračun, pa se zdaj ne spomnim točno katerega leta, 18. Za te namene izločil 300,000 evrov, če se prav spomnim. 200,000 pa imeli smo pravzaprav zelo dobro zlobirano tudi regijsko razvojno agencijo, ki je z nami izjemno sodelovala in se zelo prizadevala, da bi en del denarja, ki mi je ostajal, pravzaprav tako nekako 500,000 je bilo obljubljenih, namenili temu domžalskemu projektu. Žal se tudi to ni zgodilo, potem ta sredstva proračuna so pač šla nekam drugam, ne vem kam, in stvar je spet padla v vodo. Tako da konec koncev je hiša tako propadla, da je bilo treba podreti, ker ni bilo ne volje, ne denarja, niti nikogar, ki bi se na nek način lotil teh popravil, mislim v smislu, da bi nekdo od strokovnjakov rekel, lejte, tole je pa treba popraviti, ampak vsi so nekako bili mnenja, da je stvar preveč propadla, da bi se bilo vredno truditi in jo na tistem mestu pravzaprav obnoviti. Tako da... Ja, sej samo toliko, lahko si mislite, da Zavod za varstvo kulturne dediščine, tak kot je strok in vsi jih tako poznamo, je najbrž zadnji, ki bi soglašal in dovolil, da se uniči nekaj ali pa pravzaprav poruši nekaj, kar bi imelo še možnost. Tle niti enega trama, zdaj, ker vi gledate, nismo več našli, smo na koncu sprašvali, če vsaj kakšen tram, oziroma tle nekaj je bilo malega, in potem smo še eno opeko ohranili, ki sicer je bilo mišljeno, da bi z njo potlakvali bodoči ta park, tako da tisto opeko po moje bo zdaj treba, je že propadla, odpeljati, ker se pač tudi zdaj spet ni v 2 letih nič zgodilo. Drugače je bilo pa stanje takšno, to hočem reči, da Zavod je res rekel in smo z njihovim soglasjem in zaradi vseh varnostnih, tam so se začeli otroci malo noč zatikati, nismo vedeli, kaj se je zgodilo, lahko bi prišlo do kakšne nesreče, porušitve, česarkoli. In seveda tudi bilo je zelo neogledno, je bilo bolj tudi z njihove strani jasno vodeno, kako naj objekt rušimo, žal, najbolj neka žalostna zgodba. Dobro. Ampak pojmo še nazaj, do Vilme. Vilma smo že večkrat omenili, je res to hišo dolga leta živela in svojimi učenci so naredili res ogromno delo, te vse raziskovalne naloge so tudi zdaj shranjene in so neprecenljive vrednosti, ki so bile povezane s to domačijo, pa mogoče zdaj Vilma
Kako je bilo pa to mlado generacijo pravzaprav zainteresirati, zato da bomo zdaj razmišljali, a se nam to splača obnavljati, ali mladim ljudem te stvari še kaj pomenijo in v kakšnem smislu misliš, da jim pomenijo? Najprej pozdrav vsem. Kar se tiče raziskovalcev, se mi zdi, da je bistveno, da začnejo. Ko enkrat se poglobijo v eno temo, postaja vedno bolj zanimiva in tako je vidno pri vsaki temi. Ko nekaj veš, hočeš še več in tle so take zgodbe, take, kot bi romane bral, tako da s tem sploh ni bilo težav. Bil je tudi zelo dober odnos z in Lovrencem, čeprav je na zunaj bil tak mogoče bolj zaprt, ampak je bil zelo prijazen do nas, da ne govorim o Pepci, ki nam je pa še zraven veliko povedala. Lovrenca je bilo treba bolj spraševati, iz njega vleč, bi rekla, ja. Pepca je pa samo od sebe ogromno povedala in tako so nastale, 6 imam raziskovalnih tukaj, ki so najbolj pomembne, čeprav sem bolj ugotovila, da jih je najmanj še enkrat toliko, ko je pa Kofutnikova hiša pa življenje ljudi omenjenih. Recimo leta 2002-2003 smo raziskovali stare hiše v Jaršah in na Rudici in takrat smo to izjemnost te hiše sploh ugotovili in potem smo začeli nadgrajevati. Potem smo imeli hišna imena. V bistvu sploh ni bil Kofutnik, ampak je bil najprej Klofutnik, tudi zapisan v status animarumu v Mengšu in je potem izvor domačin, mislim, sta razlagala tako, da je nekaj klofutalo v vetru in od tod. Ni kdo koga? Ne, ni bilo tako, kot v bunkežu. No in tistila se je pa zgubil, tako da je Kofutnik. Potem smo, kako so brali v Meščici Perice, zraven je v Osolinovem mlinu, oziroma poleg, takrat je bil Velika Vrhov mlin, ko so te zgodbe nastajale, so tja hodili prat, kako so prali tam, smo spet prišli do Kofutnika. Potem smo imeli svadbena oblačila iz leta 1923, je bila lih Johanova, primer poroka. Potem izseljevanje, 3 iz te hiše so šli. Potem zraven izseljevanja je slamnikarstvo bilo povezano, kajti vsi so bili slamnikari in so potem tudi v New Yorku, kamor so se izselili, delali v slamnikarski tovarni. In potem smo kasneje, teh 45 pisem je ameriških, tudi zelo zanimive zgodbe ugotavljali, kako so v Ameriki bili poleti brez dela v slamnikarski tovarni. Ni bilo tako enostavno, samo po zimi je bilo delo, sezonsko delo je bilo in tudi niso prav enostavno živeli. Čeprav so skozi pošiljali pakete, da ne govorimo o domotožju in podobnih temah. Potem smo primerjali Kofutnikovo z to Grabnarjevo v Sveti Trojici, ki je bila omenjena prejle. Potem smo raziskovali Prvo svetovno vojno v status animarumu, smo dobili v Mengeški kroniki, kamor je spadalo to območje in je o mobilizaciji Johan Giovanelli bil tudi mobiliziran, potem v Galicijo je moral iti ranjen in je bil celo življenje invalid. Se je lažje recimo vozil s kolesom kot pa hodil, ker je bil brez prstov. Potem smo raziskovali Mengeško župnijsko kroniko po Prvi svetovni vojni, je bilo ogromno v njegovem županovanju pa obnovi velikokrat omenjen. Te glavnih 6 raziskovalnih imam pa tukaj s seboj, na jih sem omenjam. Prva je bila iz leta 2003-2004, življenje v Kofutnikovi domačiji v Srednjih Jaršah, kjer smo izhajali status animaruma, to se pravi iz družinsko drevo smo naredili in potem življenjsko zgodbo vsakega iz te hiše. Od mačkov naprej, to se pravi 3 brata in 2 sester, ki so šli v Trst, grozno revščino takrat omenjajo, da je bila zelo velika revščina pri hiši.
pa potem vse do zadnje generacije Lawrenca in Pepce, ki sta ostala po drugi svetovni vojni. Edina. Veliko je bilo tudi smrti v teh družinah, in Johan starejši in Johan mlajši, posod sta po 2 otroka umrla, še pred 4. letom. Potem izseljevanje sem omenila, če govorim o Johanu starejšem, tem rojencem sprva, pa kasneje posvojencem. 3 so šli v Ameriko, 2 sta umrla, 2 sta ostala v Jaršah, Ivana in Johan, ki je potem nasledil. Potem druga generacija tega mlajšega Johana, 2 sta umrli, starejši sin, druga svetovna vojna, vse zgodbe imamo, od prisilne mobilizacije, od potem prestopa partizanov, potem ujetništva do koncentracijskega taborišča Mauthausen, ker je zelo nasilne smrti umrl, skratka zbolel, pa potem so ga kar pospravili, če tako rečem grdo. Grozna usoda, vsi so žalovali še kasneje za njim. Potem Lawrence nas je zapustil 2015, 2019 Pepca. Do takrat smo imeli vire originalne. Druga taka pomembna naloga je bila 2006-2007 oprema Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah. Sistematično smo popisali vso opremo in vse predmete, narisali skice, kje se nahaja in zakaj so uporabljali. Zelo taka uporabna naloga. Potem je bila 2015-2016 Johan Giovanelli, njegova zgodba posebej. Veliko je bilo že omenjenega, kar bi dodala, bi mogoče, da je bil, kot si Katarina ti rekla, pisal je pisma, uradna pisma za sodišče. Pa v bistvu ni bil uradno, ne vem kako izobražen, ampak je te stvari obvladal, te za krajane pisal ta pisma. Potem bil je poverjenik za vodnikovo družbo, za varovalnico Save. Leta 1934 je ustanovil pevsko društvo Lipa v Jaršah. Še prej je igral v teh igrah v Mengšu, ki so jih igrali tako v tistem času. Potem je tudi v bistvu tukaj zgodba o začetku industrializacije. Pravzaprav najprej je delal pri sestri Johani, ki je bila v Velika Vrha v Mlinu. Potem je imel 3 obdobja županovanja. Potem se je pa zaposlil v Indoplati Jarše, kot kasneje tudi sin Lawrence. In tudi po vojni je še do upokojitve delal v Jaršah. To se pravi zgodba o industrializaciji tega območja. Druga svetovna vojna, malo sem omenila, pozabila sem znanstvo, ker so imeli sina v partizanih, je bila cela družina izgnana oktobra 1944 v Goričane, kjer je bil center za potem v Nemčijo, vendar je bila že Nemčija očitno že toliko oslabljena, da ni prišlo do izselitve v Nemčijo. To so se izgonili, bili so pa skozi zaprti v Goričanah, v gradu. Naslednja raziskovalna naloga z istega leta so bila ameriška pisma, 45 pisem, to sem že malo omenila. Potem 17-18 fotografije iz Kofutnikove domačije je bila tudi zelo dobra raziskovalna naloga. 117 fotografij ohranjenih, pa mislim, da se je kakšna bolj še našla, ravno tako sem ti danes dala. No in te so potem raziskovalci, 2 sta bila razdelila na družinske, ameriške in ostale. In Pepca je lepo povedala zgodbo za vse, ki je opisala. Ja, to je bil res zgodovinski trenutek, da smo jo še ujeli, da je to lahko pojasnila, kaj je kaj. Na koncu smo se tudi malo sredotočili na 4 življenjepise, ravno te raziskovalni o družini Kahlja. To je bila žena od Johana, Giovanellija mlajšega,
ki je bila doma ravno tam, kjer imamo zdaj na Viru trgovski center. Tam je dolg časa propadena ena stara hiša, to je bila domačija teh Kapljevih. No in se upravičujem, ko morate raziskovalki iti, ker ima ta druge obveznosti. No in te 4 sestre so bile, 2 sta šle v Ameriko, slamnikarce, 2 sta tukaj ostale. In poseben, na eno so bile Heleno Kaplja, so bili zelo navezani, tudi nekaj pisanja iz tega, Helena Kaplja je tudi tam šivala slamnike, ampak se je zelo rada vračala. No, nihče od telih Giovanellijev se ni vrnil, so imeli domotožje, so pisali, kako bo prišli. Ja, ampak so ostali. Helena Kaplja se je pa vrnila in potem 4 leta pred smrtjo je prišla, tukaj živela, tukaj umrla. Zadnja naloga je bila stanovanjska kultura v Kofutnikovi domačiji, isto iz leta 1718, se pravi, 19 je pa že pepca umrla, ujeli smo jo, bi rekla, da je nam je še to povedala. Ta se je pa osredotočila na to, kako so kuhali, kako so si svetili do leta 42, ko je prišla elektrika, kako so spali, mislim, so imeli moški, ženski. Kje so kaj shranjevali, kako so čistili, umivali, skratka, se greli po zimi, krušna peč, pa to, kako so živeli. In to so te naše raziskovalne naloge, ki so... Irma, hvala, no, mislim, da je bilo res zanimivo in pravzaprav je to tisto, kar je nadgradilo, ne, to našo trditev, da je to res hiša, s katero je povezana v celoti tudi naša zgodovina in preteklost. Zdaj, mogoče smo ta vsebinski del na nek način zaključili, pa bi se lotili še zadnjega dela, kjer bo dobila besedo arhitektka Barbara Pirih. Ona je pravzaprav z nami vse skozi sodelovala, poslušala vse to, kar smo se tudi zdaj mi, pa še več, ne? To je bilo res kar veliko srečanj, kjer smo vsebinske stvari povedali in seveda je potem od nas dobila nalogo ali pa smo jo nekako poprosili, ne, da pripravijo v njenem podjetju nalogo, kako bi pa zdaj, ko smo to domačijo žal porušili, ne, ohranili spomin na to domačijo oziroma kaj bi naredili na tem mestu. Zemljišče je še vedno pač občinsko, a ne, zdaj sameva, je ograjeno, upam, da ni preveč nelegalnega parkiranja gor, ker je bil vedno en tak problem, s katerim smo se soočali tudi v zadnjem času. In seveda, kaj bi lahko dal ta prostor in kako bi ga pravzaprav, kako bi ga povezali s Kofutnikovo domačijo in z njenim sporočilom. Tako da, izvoli Barbara. Hvala, lep pozdrav. Ja, pravzaprav mi smo v zgodbo stopili že leta 2018, ko smo se spraševali prvič, ali je bolje domačijo preseliti ali jo je boljše ohranjati na tem mestu, ne. Takrat smo nekako zavzeli stališče, da jo je bolje preseliti. No in že takrat sva se s Špelo, kolegico, s katero sva delali ta projekt, spraševali, kaj pa se zgodi tukaj v Srednjih Jašah, ne. In že takrat sva mimobežno rekli, ok, mogoče pa spominski park, ne. Tako da, ko smo prejeli ta klic, da Kofutnikove domačije žal ne bomo mogli ohraniti, da pa nas vabite k zasnovi parka na tem mestu, je bila ta ideja parka že pravzaprav kar malo uležana v nas, ne. Zdaj, spremenilo se je pa to, da tisto, kar bi prej pripovedovala hiša, bi mogli zdaj predstaviti v tem parku, ne. Skratka, ta park je dobil večjo vlogo. Zdaj, mi smo rekli, ok, nimamo več zidov, ne.
kaj pa imamo, s čim lahko delamo. In to je prostor. Ne? Prostor je tisti, ki ga napolnimo ljudje, prostor je tisti, v katerem se dogajajo te zgodbe, so se dogajale te zgodbe. Zdaj tukaj mogoče za začetek, da ste bo razumeli našo rešitev, je obstoječe stanje hiše Tloris. Vidimo, da je bila, da je Tloris sestavljal hišo, vežo, kamro, hlev in pa šupo. Mi smo poskušali na novo reinterpretirati te prostore in pri tem smo nekako se zatekli tudi kar nekaj simbolike. Se pravi, vežo smo videli kot prostor srečevanj, in smo to želeli tudi ohraniti. Mi smo rekli, dajmo tam, kjer je stala hiša, narediti tlak. S tem naredimo nekak prostor v prostoru, kot če bi, pogrnil neko preprogo sredi prostora. Torej, veža je prostor srečevanj, vzpostavimo neko klop in pa ognjišče, ki ga je možno uporabiti v primeru dogodkov. To deluje kot nekakšen magnet, se pravi, tukaj je priložnost, da se ljudje spet srečujejo, spet tkejo neke nove zgodbe. Potem hišo smo videli kot neko zatočišče. To je edini prostor, ki smo mu dali streho. V gabaritih te obstoječe hiše smo naredili paviljon. Ta prostor je tudi namenjen prezentaciji zgodb. Tukaj bi naredili panoje, kjer bi bila prezentirana vsa ta zgodba Kofutnikove domačije. Potem imamo hlev. Hlev je bil pravzaprav edini del hiše, ki je bil grajen iz opeke. Takrat je bila ideja, da se ta hlev ohrani do nivoja, 45-40 cm in da iz njega naredimo tako korito. Na tem koritu bi vzpostavili 2 leseni klopi, ker pa je bil to hlev, tukaj govorimo o živini kot vir hrane, smo rekli, mogoče pa tukaj priložnost za eno drevo, ki ima uporabne plodove. In smo se odločili za lipo. Kasneje smo tudi zvedeli, da neka lipa je bila tukaj, ki so jo podarili, tako da se je nekako ta ideja kar zagrabila. Pač lipa ima uporabne cvetove za čaj, hkrati je pa tudi paša za čebele. Potem pa še šupa, tam se pa prostor nekako razgradi, tudi hiša je bila tam v bistvu najbolj enostavno grajena. To bi bilo vse skupaj tlakovano, kjer je pač stala ta hiša. Dostopa bi bila 2, in sicer eden iz strani Jarške ceste, drugi pa severa. Potem smo pa zasnovali še eno otroško igrišče, namreč ta hiša je imela tudi nek paviljon v tem svojem vrtu, mogoče ne ravno na tej lokaciji, ampak v bližini, kjer so se igrali otroci. In zato smo rekli, vzpostavimo še neko otroško igrišče tukaj. Nam je bilo pomembno, da poleg tega pripovedovanja zgodb, da dobimo tudi nek funkcionalen javni prostor, ki bo v rabi tudi danes. Mi vidimo kot, da se zgodba mogoče ni zaključila s to hišo, ampak se nadejamo, da se tukaj ustvari še kakšna nova zgodba. Mi tudi vidimo priložnost ne samo, da dobi kraj spominski park in pa neko funkcionalno javno površino, ampak mogoče celo
prostor, ki bi bil lahko novo središče tega kraja. Ne. Pravi, če bi se mogoče vidi najbolj jasno, se vidijo prostori te obstoječe hiše. Izkoristili bi seveda to vzpostavitev tega parka tudi za ureditev pločnikov in še nekaterih drugih stvari v prostoru. Še en pogled zraka. Ne. Še zadnji. Hvala lepa, Barbara, še tebi. Jaz mislim, da zdaj smo mi nekako zaključile in mogoče še kakšen komentar, kakšna vaša misel, bi želel kdo se vključiti v to razpravo. Mi smo pokazali tole tudi že predstavnikom, predvsem sosedom, no, pa predstavnikom krajevne skupnosti. Smo imeli kar pestre debate, predvsem zaradi številnih drugih problemov, ki nastajajo v kraju in ki so pravzaprav na nek obroben način pa vendarle povezan tudi z vsem tem, tako da potem smo pač na neki točki to zaključili. Mislim, da smo predali, ne, ali ste, to tudi projekt občini in nekako dajemo to v eter in v, rekla, premislek vsem tistim, ki zdaj odločajo, da pravzaprav jih zainteresiramo, jih spodbudimo, jih z vsebino tudi prepričamo, da je vredno tukaj narediti nekaj več. Kdo bi se želel kaj uglasati? En se oglaša že. En je že, ja. Lahko na glas povedem. Lahko. In v Mlinarjih je polna takih, ki že zdaj parkirajo tam in pa mularije, ki bo to sam kao. Ja, s tem smo se srečevali, da pač v tem delu kraja nastajajo zelo nenavadne zgodbe, vendar mi smo nekako ocenili, da seveda je lahko še vedno tako kot je, podrtija oziroma nič, lahko pa je kaj in lahko se morda s kakšno vsebino tudi kdo kaj spremeni. To je bila naša idealistična ideja. Izvolite. V vsakem primeru urejen prostor vzgaja, mogoče ne takoj, ampak s časoma. Tako da jaz mislim, da so nujne neke intervencije, da se potem bolj pa pospravljeno, bolj ljudje skrbijo za red. To je povsod tako in verjetno bo tudi tukaj. Ja. No, to je bilo 2 dni nazaj, tako je prišel, sem rekel, kam pa neseš to fiksno, je šel zraven v graven in jo je lepo tam vrgel, prav sem jo smeti vrgel. Ampak ko bojo videli, da se okolje ureja, bojo tudi sami s časoma. Ni res. Centa, jaz sem hotel. Izvoli, da. Vzgaja cela vas, jaz sem pedagog, mogoče to prav rekel. Ampak koliko pa lokalna skupnost bo uporabljala ta prostor, toliko podpore se mi zdi, kad bo, ampak to, kad bo za njih življenjski prostor, verjetno bo tudi imel neko podporo tudi sam prostor. Ja. Recimo, bi ta bila mislim, to v količini podpore... Meni je žal, ker ni Saše tukaj, ker Saša je bila tista, ki se je pravzaprav s tem največ tudi ukvarjala, potem, ko smo začeli s to komunikacijo. Jaz tudi danes ne želim, da bi se naš večer skanaliziral samo na to debato, a so v Jašah sposobni to sprejeti, ali bo v enem mesecu vse uničeno, ali imajo težave, da so pač tam objekti, v katerih se nahajajo različni, migranti, priseljenci. Zgodba, s katero se bomo pač morali v Sloveniji sprijazniti in soočiti, to nas bo čakalo in bolj, ko bomo se zakrivali oči, da tega ni več, tega bo in seveda bojo ti razmisleki na vseh točkah nujni, Ampak se pravim, še vedno je samo premislek ali karkoli narediti. Jaz sem, bom rekla, zgradila tudi prvo javno otroško igrišče v Domžalah,
In so bili na začetku zelo podobni razmisleki, a ne. To bo vse poloman, to nima smisla, ampak zdaj jih je že, ne vem, 15 ali ne vem, koliko smo jih že zgradili, ne. Pa so se stvari spremenile, pa mogoče se tudi kdaj kje kaj polom, seveda, smo kot smo, ne. Ampak nekla pot samo v tem smislu negativnega, že takoj na prvem koraku, a ne. Sej novnak, sej bo vse podrto, sej ideja je bila potem, lahko na glas povemo, ne, da postavimo 2 metra visoko ograjo krok in da to se zaklepa, ne, da je to edina rešitev in da bo župnik, ki živi nasproti, a ne, to odklepal in se bo s tem neka varnost zagotovljena. Se pravi, od te točke dalje, ne, do tukaj je prišla stroka združena, ki je bila v tej strokovni komisiji. A ne? In tukaj smo mi potem rekli, lej, zdaj so pa drugi premisleki, ki mogoče presegajo naša vedenja, čeprav smo imeli tudi etnologe, imeli smo antropologino in tako naprej, se pravi, ljudi, ki o tem vejo, kaj in kako taki objekti vplivajo na okolico, a ne, zelo preprosto rečeno, tako kot je prej rekla gospa. Izvolite. A jaz sem hotel vprašati, a ima poleg monumentalne ali arhitekturne, pa poleg dokumentarne, torej verjetno ta razstava, pa en del tega, a ne, a ima tudi programsko vsebino to, ker mislim, da je to tist, ki zna potegati, a ne. Kaj se bo dogajalo v tem prostoru? Što je se verjetno temu namenjeno? Jaz sem iz šole Rodica, ki je tle v bližini in smo že, ne vem, 20 let verjetno od tega, ker smo tukaj speljali učno pot v Mliščici. Skozi smo del tega razkazovali lahko tudi Kofutnikovo domačijo in je vsebinsko krasno se je dopolnjevala to zgodbo o mlinih, Kovačija, v Mliščicah, pa še zraven smo šli ob Kamniški Bistrici, tako da ker se učne ali pa te vsebinske plati tiče, bi bilo zelo koristno za šolo Rodica, da še naslednje generacije pač se seznanimo vse s temi življenjskimi zgodbami, zgodovinskimi zgodbami naših ljudi na tem območju. Ker se, mislim, jaz malo razmišljam tudi v tem smeri, da te stvari ali pa te poučne poti zelo dobro živijo v Kamniški Bistrici. Zakaj ne bi mogli tukaj živeti? Ne vem, samo eno vprašanje. Ja, sej, zato se zdaj pogovarjamo, razmišljamo, a ne. Seveda en del vsebine bo in je prepuščen tudi kraju, a ne. Kraj mora tudi sam, zato smo jih seveda in morajo biti vključeni v te stvari, a ne. Prav gotovo ni to učni poligon, krasna učilnica na prostem, to si želimo. Pridejo učenci, imajo tam lahko, rekla, celo dopoldne preživeto z bogato vsebino, ne samo osnovne šole Rodica, ampak pravzaprav vseh domžalskih šol in vrtcev in tako naprej. In to je na prostem, to, kar si vsi želimo in ima svojo vsebino, seveda upravljavca najbrž potreba in tako naprej. Jaz bi bila rajš in sem pozitivno naravnana, a ne. Karkoli smo, kdarkoli počeli in se s tem ukvarjali, seveda so bili vedno pomisleki, predvsem v smislu huliganstva, ki ga je veliko in vsega tega, kar se s tem dogaja, ampak po drugi strani seveda je pač to treba vzdrževati in to vzeti v zakup, družba je takšna, kot je in se seveda ne sme takoj puško koruzo vršiti in reči, nič se ne da, boljše, da tako ostane ali pa še slabš, kot je. Izvolite. Ja, jaz mislim, da se veliko dobrih iztočnih zdaj, da dejansko pač služba je zanimiva. Me pa zanima to, ne, ali je to edini projekt, ki je bil narejen? Ja, mislim, kar se tiče tega prostora, ja, bila sta dva, to smo, celo hišo smo, že tudi imamo projekt, ko je cela hiša na novo narejena, z doživljajskim postrežjem, ampak a veste, v tem trenutku kdo se upa razmišljati, da bi postavili to hišo, ki je mogoče 150 000 evrov. Drugače pa ta projekt narejen, cele hiše z učno delavnico, kuhinjo, da bi se tam tudi vse dogajalo, podstrešje, doživljajsko podstrešje, se pravi malo strahov in tako, kaj je bilo včasih na podstrešjih. Ne? To vse imamo, to iz te hiše vse ostalo in bi bilo krasen, pa smo imeli tam tudi slamnato streho, ne? Mislim,
Domžalah pa že rabimo zdaj kako hišo, ki bo imela slamnato streho, če smo, ne vem, tako slamnikarsko navdahnjeni in tako naprej. In tako, to smo vse razmišljali, ta projekt je tudi narejen, a ne? Ampak samo za ta prostor je bil pa to edini, a ne? Tudi nismo imeli ne denarja, niti, ne vem, zdaj, da naredimo neko večjo zadevo. Kako ste se pa recimo odločili prav za ta arhitekturni biro? To nam ga je pa priporočil Zavod iz Kranja. Se pravi, to je bil njihova sugestija, ker gospa Barbara z njimi sodeluje v celi na Gorenjskem, pa v vseh njihovih projektih in se pač na ta način na sugestijo Kranjskega zavoda smo izbrali Barbaro. Ja, eno ekipo. No. V bistvu je bilo tako, no, leta 2018 je bilo povabljeni, smo bili povabljeni, mislim, da trije biroji in takrat smo pripravili vsak svojo rešitev, ne, s tem, da je bila naša izbrana kot tista, ki jo vidite naprej, ne. Ja, tukaj pa smo bili, mislim, da povabljeni, potem samo. Takrat so bili pa tudi vsi trije na sugestijo Kranjskega zavoda, vsi že z velikimi izkušnjami, ker to ni, ne, delo, ki pač delajo tisti, ki so s tem že malo, takrat smo jih pa izbirali potem skupaj s Kranjskim zavodom in je bila takrat prvič zbrana, no. Potem smo pa rekli, glede na to, da nas že zelo dobro pozna in Kofutnikov domačijo smo z Barbaro delali. Vinko, izvoli. Ja, mislim, da bi bilo nujno potrebno dobiti nekoga iz krajevne skupnosti, ki ima enako razmišljanje kot tale skupina. Da bo pritegnil zraven in da bo on tisti, ki bo v kraju s tem sodeloval. Ker jaz gospoda čisto razumem, je pesimističen glede na vse te današnje stanje. Ampak resnično je to, da če imaš nekje nekaj pripravljeno, pa nekaj narejeno, pa če je nekdo ali pa ena skupina, ki je tam skozi, zraven nekje v bližini, se da to zelo lepo narediti. Pejte recimo v Rogatec pogledati, ko imajo te hiše od zunaj postavljene, to kraj živi s tem. Ne? In enako je tukaj. Ne? Imate, vse je turistično društvo Jaršja Rodica. Ne? Naj to se zraven jih priključ, pa da oni to prevzamejo, ne? In delajo na tem. Vse so aktivni, vse imajo zelo dobro. Takrat, ko smo predstavljali projekt, so bili znani. Ampak tako, da jih enostavno da od zdaj naprej, ne? Mi smo delo zaključili, ne, nekako, in predali, zdaj samo spodbujamo, da ne zamre, ne, da se ne bo pozabilo, zato pravim, zdaj pa so sigurno nosilc, mora biti kraj, prav to. Izvoli, Franci. Jaz bi gospod vprašal, a vam zadošča, recimo, da zvečer zaklenejo? Je to že nekaj? Če bojo čez dan polomili, pa vsem čez večer pač. Ne, se... Vidim za bistrico, ki je tako novo... Viška, Franci, če ne po tebe, da jaz v špolcaja obleko, pa boš malo če bo tam. Se malkicam. No, tale park je za bistrico, ne? Ja. Iz motorjem se bo delal. Vse dvorane. Vemo. Ja, kaj ste naredili tam, kaj novo? Pa to drago. Vsak dan se z motorjem vozimo. Policija je prvi tam. Ja, sej vsi živimo znotraj tega sveta. Izvoli. Jaz pa morda vidim v tem parku mamice z vozički, pa mlajše otroke. Tudi? Pa včasno dokaj. Sam še malo, ker še ni zaključila. Bomo, takoj. Ker bi kaj prebrali, pa če je zanimivo, tudi kakšen otrok bo vprašal, ne? Ali pa svoje mnenje povedal. Tako da so pol starši nekako dolžni, da otroke opozorijo pač, da je to zgodovinsko. Ne? Hvala, izvoli. Vsem lep pozdrav, sem predsednik krajevne skupnosti Jaršja Rodica, kot da sem tukaj, se zanimamo za te stvari. Želimo eno lepo stvar v kraju, da obogatimo kraj, kot ste rekli. Ampak kle zaenkrat ni druge variante, čeprav je želja, da bi bilo to odprtka tipa, mislim, da bo potrebno kle narediti ograje. To je brez ugovora, ker tam smo to mentaliteto stanovalcev v Jaršah,
žal zaenkrat se ne dajo vzgajati, čistko. To poznam, ne? A veste, jaz sem velikrat urgiral, da so se sploh tisti trekovi postavljali, pa tako naprej. Tam je en prekupčuje in trguje z avtomobili in to je bilo potem vse tam polno teh avtomobilov. Mislim, pač, a je res, da ne vse podbili. Tako, ne? Pa ne mislimo, da želimo, kako ste rekel, vse to tudi imamo društvo mladih, imamo kulturno društvo, imamo turistično društvo, dela se želimo lepo narediti v kraju, na vsak način to podpiramo. Samo zaenkrat, lahko pa poskusimo mogoče dve strani, vzhod pa sever vrajo, z te strani pa pustimo, ampak mislim, da ne bo to. No, zaenkrat bo treba, jaz mislim, predlagati, da se to zaklepa in odklepa čez dan potem. Žal. Drugi ni. Prosim? Drugi ni. Ja, res ni. Žal. Barbara, izvoli. Mi smo imeli po teh pogovorih tudi malo predelav tega projekta, ravno zaradi omenjenega parkiranja. Mi smo rekli, da poskušajmo prostor najprej se pravi zaščititi z neko mehko bariero, ki pa bo omejevala parkiranje. Eno je pač pločnik, pač s nekim visokim pločnikom je to že ena bariera. Drugo je pa tale za zelenitev, ki je pač okrog in okrog, je namenjena prav temu, da preprečuje parkiranje. Poleg tega bi pa jaz želela še eno stvar, mogoče, ki sem jo razmišljala prav danes, ko sem svojim staršem razlagala tale projekt, sem rekla, ampak sosedje se bojijo, tukaj so neke migrantske družine. In sem se v bistvu zatakala v tole besedo migrantske. Tukaj imamo eno ponavljajočo zgodbo, tudi ta hiša je bila, tukaj imamo eno migrantsko zgodbo v obratni smeri, a bi mogli biti malo bolj modri in poskušali nekako to skomunicirati prej in potem z ljudmi, ki so pač akterji v tem območju. Tako z prebivalci, ki naj bi bili problematični, kot z lastniki teh hiš, v katerih bivajo. Vse so lastniki teh hiš. Dobro, to je problematika, ki mislim, da naš del res presega. Kako se bo s tem soočila krajevna skupnost, oziroma se že sooča, niso lahke stvari, mi smo poslušali te zgodbe, so zelo težke, ker to ni klasično migrantstvo, tle je še ta problem, to ni tisto, da ljudje pridejo in imajo namen tukaj živeti. To so ljudje, ki pridejo, živijo samo nekaj mesecev in seveda, vsaj tako ste rekli iz kraja, da je to zelo vse prehodno in potem kar grejo naprej v druge države evropske, očitno nekaj vmesnega, neka zgodba, kjer ni neke te, da začnemo razmišljati, kako bojo tukaj integrirani, kako bojo začeli z nami živeti in se bi tak park bil lahko prostor združevanja. Mi smo o tem veliko razmišljali, sem se pravim, zdaj tukaj pa največ presega tisto, kar zmoremo mi. Mogoče, če bi se še, ne vem, kaj se zdaj zadnje leto dogaja, vse malo vprašala, videla sem danes eno sporočilo občine, da se pogovarjate nekaj v zvezi s tem že tudi s krajevno skupnostjo, mogoče še malo lahko poprosimo, kako tole vidi podžupan Matej Primožič. Pa izkoristimo, da si z nami. Hvala, vidim dobro. Poznam ta projekt, s Katarino že veliko debatirala glede tega. Smo seznanjeni, seveda pa tudi več izzivov, kot smo že danes ugotovili. Eno je to trenutno stanje, s katerimi se pojavlja vprašanje, ali bomo z rešitvijo, z novim projektom to trenutno stanje rešili. Se pravi, to miselnost, to v bistvu ravnanje z okolico pa z
trenutnimi izzivi. Kar je naše stališče je, da je treba seveda najti nek konsens, nek kompromis z vsemi vpletenimi v lokalnem okolju. Osnovna šola Rodica, krajevna skupnost, vsi vpleteni, vse skupine angažirane v lokalnem okolju in seveda najbolj idealno bi bilo tako, kar je zamišljeno, odprto, zato da je tudi odprto za vse. Kaj bo pravila stane preneslo, bomo pa seveda se odločili po vseh teh pogovorih in nekih sklepih, s katerimi se moramo tudi vsi strinjati in kot je tudi Vinko rekel, da se vključijo v upravljanje, v to vsakdanje življenje teh novih rešitev, predvsem lokalne skupnosti, lokalne okolje in domače prebivalce, predvsem pa sosede, da vzamejo to za svoje. To je zdaj rešitev in pa želja vseh nas. Tako da čarobne palčke nima nihče, lahko pa se vsi potrudimo za to, da k temu strmimo, pa upam, da nam uspe. Dobro, to so kar spodbudne besede, a ne? Se pravim, zdaj najbrž neki prostor je tak, kot je, bo kliče po neki vseeno vsebini in ureditvi in vse tisti del, ki je bil naš, pravzaprav to, kar je zdaj tu na razstavi, je najbrž že gradivo, ki ga je treba predstaviti, mogoče še dopolniti, s čim potem te okolici, da pač vsakdo, ki pride na ta prostor in ki ga ima malo časa in ga to zanima, lahko spozna vso to bogato dediščino tega prostora, ki mogoče pa ima lahko kakšen pozitiven vpliv na okolico. Zvoli. Mene pa zanima, prej ste omenili še 2 hiši, pač sem malo skeptičen pri teh prenovah, glede na to, da je bila občina, če sem prav razumela, 10 let lastnica te hiše, pa je v hiša vsem propadla se. Jaz mislim, da ni, da je problem čas, ampak verjetno predvsem sredstva, to ne vem, ampak zanima me, prej ste še 2 hiši omenili, a boste ti 2 tudi propadli? Kakšni so načrti? Zdaj jaz lahko povem toliko, kot vem z leta pa pol nazaj, ne vem, če se je vmes kaj novega zgodilo. Lastnik ene od hiš iz Štude je hišo pravzaprav z uradnim pismom podaril občini oziroma ponudil, da jo podari, seveda, in jo tudi zelo, zelo dobro vzdržuje, tako da je v zelo zglednem stanju, ampak seveda je pa to breme zanj in tudi za tisto okolico v Študi. Pač takrat je mislil, da bomo res tle skansen delali, v tem parku, Slavnikarski park tu, in se je bil pripravljen brezplačno dati občini in tudi seveda smo za to, da se jo preseli in ji vdahne eno vsebino, ki je bila v parku takrat dana. Zdaj pač tisti skansen naš je šel, kamor je šel, in je propadel. Najbrž pa tudi ta lastnik že obupal nad tem, ker kakšne prave reakcije, mislim, da niti na pogovor ni bil povabljen, kakor je meni povedal, da bi kdo sploh pokazal interes. O drugi pa mislim, da ti več veš. Ja, druga pa, zdaj nimam najnovejših informacij, ampak mislim, da propada. Prazna je, izselili so se, lastniki so naredili nove hiše, zelo blizu in pač hiša več ali manj propada. Če vidim, mogoče bila kaj v zadnjem času. Hvala. Bi pa povedala za Markuzovo v Študi, ki je omenjena bila, ta, ki je lepo ohranjena in Roman Kos res lepo skrbi za njo. Zgodbe so tudi tam zelo zanimive. In povezane s Kofotnikovo. Povezane s Kofotnikovo, sorodstvo celo in slamnikarstvo zelo v spredju. Tudi tam bi se dal, pa tam je v boljšem stanju, kot je bila Kofotnikova. Tako da to. Druga stvar, v katerem razmišljam, ali je v Domžalah kakšen prostor, kjer bi se pa predmeti iz Kofotnikove lahko kaj predstavili, ker mi je škoda, to, kar smo mi videli, je bilo enkratno na mestu, kjer je to bilo. In da bi se en spomin ostal na to, bi bilo super. Ne vem, podžupan ve za kakšen prostor,
Bila je metalka, pa jo ni več. Stara metalka, prostor, ki je že v privatni lastnini, ki je se občina tudi ni odločila, da ga odkupi. Izvolite. Jaz bi sam tole še se navezal na tole vprašanje gospe. Tle v sredi Domžal imamo eno tako lepo leseno hišo, v kateri bi bilo tudi pametno razmišljati, da ne bi nekoč, ko bojo potomci umrli, propadla tako, kot je Kofutnikova. Mislim, da bi bilo dobro se malo povezati z družino Ručman. To je nasprot teh blokov Bistre, lepa lesena hiška, tudi oni lepo še skrbijo za njo in morda poiskati, mislim, v daljšem obdobju, tako kot pri tem, 20 let, da se počas tem dela. Je pa treba, da je tudi v občini posluh za take stvari. No se pravi, prva, ki je uradno na razpolago in jo občina lahko prevzame, je Romanova, no. Zdaj ti si omenila, nisem vedela lahko, ker ga danes ni, ne. Ja, je hiša Romana Kosa, jaz vem, da je ponujena bila občini pred 3 leti. Uradno pa žal ni bilo nobenega odziva. Ja, pa pozabili smo povedati, da v bistvu imamo vse ohranjeno, tudi dokumentirano, tako da dejansko se lahko Kofutnikova domačija naredi nova rekonstrukcija, na novo postavi, to ne pozabimo. In tako bi lahko tudi zaživela. Dobro, Damjan, izvodi. Ta material, pa to bo na internetu, je to ista stvar, ki je pod Francom Bernikom. Če zdaj kje brati, imaš to doma naredil. Bomo poskrbeli, da bo šla tudi da bo digitalizirana. Bomo poskrbeli. Pa raziskovalne naloge še to, prosim. So tudi. So dostopne. Raziskovalne naloge so dostopne na domozdanski strani knjižnice Domžale. Ja. Hvala lepa. In nekaj od njih tudi na naši spletni strani Kulturnega doma. Pa bomo še nadgradili zdaj, da bo vse dostopno. Ja, fizično imamo vse. Ja. Dobro, po moje smo mi prišli do konca, čeprav najbrž nobene rešitve še nismo poiskali. Jaz upam, da bomo in da smo s tem današnjim pogovorom in srečanjem spodbudili, da se ne pozabi ponovno spet za 2 ali 3 leta popolnoma na to zgodbo in da se bo seveda ta nas, a ne, jaz vam lahko samo to povem, vsakdo, ki je malo zagrizel v vsebino te hiše, je bil navdušen in si samo še iskal in si samo še, evo, le, tudi arhitektka, ni z našega konca, ne. Karkoli si prebral, si bil navdušen, so vsebine neverjetne in bi jih bilo res škoda, da bi v to nile opozabili. Tako da apeliramo na odločevalce, jaz mislim, da nismo tako revna občina, da ne bi zmogli dovolj energije, volje, da bi poskrbeli za svojo dediščino, ki je nimamo preveč in veliko, še tisto, ki jo pa imamo, pa z njo delamo marsikdaj preveč mačehovsko. Tako da ne bo dolgo, tako ko se je ta hiša žal porušila, mogoče se nam bo še kaj in potem ne bo ostalo veliko ali skoraj nič. Hvala, ker ste bili z nami. Naslednji mesec bo pa z nami, sam to, da nam povem, Vinko Capuder. Mogoče ga poznate na Facebooku, tisti, ki ste, vodi eno zelo zanimivo Facebook skupino Domžale nekoč in danes, kjer se zbirajo fotografije in zgodbe in smo ga nekako poprosili, da bi se vsega tega bogatega arhiva pripravil en tak foto zgodbo, da bomo se sprehodili, ker se mu je res nabralo ogromno fotografij preko Facebooka in novih tehnologij in tam so ljudje objavljali vse sorte. Tako da hvala vsem, ki ste bili nocoj z nami, pa še vabljeni naslednji. Ali še kaj? Hvala, ne. Thank you.
nekaj